Besedo ima Aleš Sedmak, predsednik Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije, in sicer bo nastopil s prispevkom Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije in položaj likovnega ustvarjalca danes. Prosim. Hvala lepa. Morda bi za začetek samo en malo popravek, to je Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Spoštovani predsednik, spoštovane gospe in gospodje, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov je strokovno združenje profesionalnih likovnih ustvarjalcev. Delovanje zveze zajema celotno območje skupnega slovenskega kulturnega prostora in združuje 9 regionalnih društev, skoraj 900 člani. Naslednje leto bomo praznovali 115. obletnico od začetka delovanja. Na projekciji je naš sedež, hiša, ki jo je Fran Vesel v 70. letih podaril slovenskim likovnim umetnikom, in tukaj mi delujemo in to je naš sedež. Društvo je bilo skozi bogato zgodovino vse skozi zelo aktivno botrovalo v ustanovitvi Narodne galerije in Moderne galerije ter Likovne akademije za likovno umetnost in oblikovanje, da o periodičnem tisku z tega področja sploh ne govorimo. Danes Zveza zelo aktivno spremlja svoje člane na vsaki njihovi poti. Najpomembnejše naloge zveze so skrb za cehovske probleme, kot so delovni pogoji, svetovanje na področju socialne, pokojninske in pravne varnosti svojih članov, skrb za izobraževanje in razvoj likovne umetnosti in izdajanje strokovnih publikacij, knjig, revij. In nenazadnje je dialog v mednarodnem likovnem prostoru. Svoje poslanstvo opravljajo izvoljeni predstavniki zveze volontersko, razen razstavnega programa, ki je sofinancirano strani Ministrstva za kulturo. Tukaj lahko na kratko omenim vsaj 3 projekte, ki jih je gospod minister, dr. Žiga Turk omenil, se pravi Majski salon, Jakopičeva nagrada, bienale, Slovensko bienale ilustracije, da ne omenjam recimo rednega programa v naši galeriji in delovanja v mednarodnem prostoru. Partneri smo z recimo črnogorskim združenjem v 2 mednarodnih projektih, sodelujemo z Bosno in Hercegovino, Srbijo, Poljsko in še bi lahko naštevali. Če velja, da brez jezika ni naroda, velja tudi, da brez podobe ni civilizacije. Morda je odveč utemeljevati pomembnost likovne umetnosti za razvoj družbe v najširšem pomenu besede, o vplivu prvih stenskih poslikav egipčanske, grške in rimske likovne umetnosti in kulture. Od vsesplošnega razvoja v renesansi se je najbolj vtisnila v spominu zgodovine perspektiva in konstrukcija prostora, renesančna risba, slika, kip, arhitektura. Vpliv likovne umetnosti na človekovo celovito dojemanje prostora in časa se je skozi obdobja do danes le še intenzivirala. Če povzamem po profesorju magistru Črtomirju Frelihu, človek je simbolno bitje, ki s svetom ne more komunicirati neposredno, marveč lahko le prek znakovnih sistemov in jezikov, ki si jih je izoblikoval, da se vsaj prek prevoda lahko dotakne resničnosti. Torej, prva narava je neposredno nedostopna in to, kar dela likovno umetnost tako zanimivo, je prav iskanje oblik, ki bi napravile pot med človekom in naravo prehodno. Svet je povezan sistem in preprosto v njem ni mogoče narediti samo ene spremembe in računati, da bo vse drugo ostalo enako. Prav likovna umetnost skrbi za spremembe v gledanju in privajanjem odnosom poskrbi nove pomene. Likovna umetnost predlaga nove poglede, nove koncepte prostora, izumlja nove likovne prostore in s tem določa nov status opazovanega. Likovna umetnost je raziskovalno polje vsega vidnega. Moramo pa vedeti, da lahko poklic ustvarjalca na področju likovne umetnosti posameznik v Sloveniji opravlja samo in izključno kot samozaposleni v kulturi. Do nedavnega je diplomant Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, če izvzamem oddelek za vizualne komunikacije in industrijsko oblikovanje, lahko poučeval
oblikoval, opravljal poklic scenografa, kostumografa in tako dalje. In se je z likovno umetnostjo ukvarjal lahko samo ljubiteljsko. Danes tudi to ni več možno in je likovnik prisiljen iskati rešitve ne samo za ustvarjalno delo, ampak velikokrat celo za golo preživetje. In umetnostni zgodovinar Meyer Shapiro je pred leti zapisal: uspešno slikarsko ali kiparsko delo je enkratno blago z visoko tržno vrednostjo. Slike so morda najdražji predmeti na svetu, ki jih je izdelal človek. Izredna pomembnost, ki jo ima umetniško delo kot dragocen predmet, oglaševan in znan po svoji ceni, vpliva na zavest o naši kulturi. Hkrati pa ni noben poklic tako reven kot slikarjev. Slikar ne more živeti od svoje umetnosti. Konec citata. Rad bi vam predstavil pogoje, v katerih danes likovni ustvarjalci kot samozaposleni v kulturi v Sloveniji delujejo in kako so vpeti znotraj družbeno-ekonomskih procesov. Samozaposleni s pravico do plačila prispevkov državo popolnoma razbremenijo tako z finančnega zornega kota, kot tudi na področju politike zaposlovanja. Prvič, sami poskrbijo in si priskrbijo svoje delo, od katerega državi plačujejo davke. Akontacijo davka plačujejo za sleheno tekoče delo tudi takrat, ko nimajo prilivov in nikakršnega blagovnega prometa. Drugič, državo razbremenijo skrbi za delavca, saj samozaposleni sami poskrbijo tudi za lastni delovni prostor, orodje, sodelavce. Nimajo plačanega letnega dopusta, študijskega dopusta, ne prejemajo niti regresa in niti bolniške, če niso vsaj 30 dni bolni, kar je zagotovo velika razbremenitev državnega proračuna. Avtorska pogodba, ki je bila temeljni mehanizem za obstoj na trgu in istočasno je zagotavljala moralne avtorske pravice, je močno ogrožena. In četrtič, samozaposleni v kulturi so delodajalci, ki sami sebe zaposlujejo in so kot poslovni subjekt brez kakršnikoli pravic, ki izhajajo iz pravic dela. V primeru, ko ne morejo več poslovati, nimajo pravice in ne morejo objaviti stečaja svojega podjetja. Če odmislimo posebnosti in nujne pogoje, ki so potrebni za normalno ustvarjanje na likovnem področju in vse pozitivne vplive na razvoj družbenih procesov, se lahko izvaja status samozaposlenega na likovnem področju samo v primeru, da se vzpostavi trg likovnih del. Za likovne ustvarjalce je za preživetje normalno delo torej ključnega pomena trg likovnih del, ki se brez sistemskih rešitev ne more vzpostaviti. Trg likovnih del v Sloveniji ne deluje, ga praktično ni in ga je potrebno čimprej zgraditi. S prodajo umetnin se ustvarjajo prihodki, ki omogočajo samozaposlenim umetnikom normalno življenje, obenem pa bogatijo državni proračun. Da bi trgovanje umetnin steklo, bi moral biti interes vseh deležnikov države, gospodarstva in kulture. V večini držav Evropske skupnosti je veliko primerov dobre prakse, kako učinkovito in uspešno urejati trg likovnih del. Zato predlagamo majhne spremembe, ki bodo v korist, in sicer prvič, zakon o investicijah, da se povrne in omogoči sprejetje že pripravljenega predloga zakona o investicijah v izgradnjo ali obnovo javnih zgradb in se nameni določen procent za likovno opremo. Zakon o mecenstvu. Za investicije v kulturo in ali nakup likovnih del naj se prizna investitorju ali kupcu večja davčna olajšava. Država tako na eni strani izgubi del davka od dobička, na drugi strani pa se vzpostavi blagovni promet, kjer se ta sredstva povrnejo. Tovrstni ukrepi, kot kažejo primeri v drugih državah, pozitivno vpliva na razvoj likovnega trga in deloma razbremeni državni proračun. Tretjič, ustanovitev posebnega državnega sklada ali fundacije, ki bo redno in v večjem obsegu odkupoval umetniška dela, s katerimi bi opremljali državne inštitucije, zavode, bolnice, veleposlaništva in predstavništva v tujini. Ta ukrep bi prispeval, da bi lahko likovni ustvarjalci vso svojo energijo in ustvarjalni potencial usmerili v likovno delo in produkcijo ter tako povečali možnost nastajanja kvalitetnejših in odmevnejših del. In četrtič, nujno
je sprijetje primerljivih normativov in standardov za delo v javnih zavodih, nevladnih organizacijah in zasebnih galerijah ter njihovo spoštovanje pri programih in projektih, ki jih sofinancira ministrstvo, in izplačevanje avtorskega honorarja, razstavnin vsem umetnikom za osebne razstave, ne glede na formalno-pravni status galerije ali muzeja. S tem se doseže večja preglednost v porabi javnih sredstev in njihov boljši izkoristek, bolj kakovostni razstavni projekti, možnost uvedbe ciljnih razpisov in pozivov ter spodobnejši položaj ustvarjalca, ki se mu za honorar ne bo potrebno prijavljati na razpise kot fizična oseba in konkurirati poslovno močnejšim pravnim osebam. To je sicer tudi povzeto iz osnutka predloga nacionalnega programa za kulture leto 2012-2015 in je tudi zapisano v zadnjem nacionalnem programu za kulturo. In petič, okrepitev strokovnega društva z področja likovne umetnosti. Nujno je, da se Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov povrne status nacionalne stanovske organizacije kot ene temeljnih stebrov slovenske ustvarjalne produkcije, ki bo sposobna skrbeti za socialni, ekonomski in pravni položaj likovnega ustvarjalca in za razvoj likovne umetnosti v Sloveniji, ter da bo tako lahko enakopravno nastopala v širšem evropskem prostoru. Sedanje stanje na področju likovne ustvarjalnosti se iz leta v leto slabša, kriza v likovni umetnosti se je pri nas pojavila daleč, predno se je Slovenija in celotna Evropa zapadla v ekonomsko-finančne težave in v recesijo. Kriza v likovni umetnosti je posledica nedefiniranih odnosov. V teh odnosih je likovni ustvarjalec, posameznik v neenakem položaju. Vendar brez likovne produkcije ni galerij, ni razstav, ni likovne opreme. Gre za koncept, obliko organiziranja in tradicijo in jasno tradicijo Zveze likovnih umetnikov Slovenije, kot edinega varuha ustvarjalne svobode in strokovne korektnosti, ki je sposoben ščititi interese svojih članov in stroke. Zato je v nujni posodobitvi tudi najpomembnejši sogovornik v družbi. In kje je rešitev? Rešitev vidimo v sinergiji 5 predlaganih ukrepov, saj vsak ukrep sam zase ne bi imel pravega učinka, vsi skupaj pa vodijo do krepitve povezovanja med inštitucijami na področju kulture in gospodarstva, večje ekonomske neodvisnosti, izboljšanja položaja ustvarjalcev, njihova večja mobilnost v domačem in mednarodnem prostoru ter bolj kakovostna produkcija in promocija. In kakšna je vizija strategije razvoja kulture na Ministrstvu za šolstvo, znanost, kulturo in šport? To je vprašanje, ki se ga lahko danes zastavi vsak od nas. Hvala lepa. Gospodu Alešu Sedmaku, predsedniku Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Ja, hvala za popravek. Zahvaljujem za njegov prispevek, za predstavitev položaja likovnih umetnikov danes oziroma samozaposlenih v kulturi, pobudo za vzpostavitev trga likovnih del in za tistih 5 predlogov, ki naj bi izboljšali ta položaj.